Kako lahko starši prispevamo k preventivi spolnega nasilja? Za uspešno preprečevanje in ustavljanje spolnega nasilja je pomembno, da se z otroki in mladimi pogovarjamo o tem, kaj je spolno nasilje. Predstavimo jim dejstva in jim pomagamo, da spremenijo morebitna zmotna prepričanja. Pogovarjamo se o osebnih mejah, pomagajmo jim razvijati in krepiti veščine, da bodo znali jasno sporočiti, česa si želijo in česa ne. Naučimo jih, kako lahko samozavestno, odločno in neposredno postavijo ter zaščitijo svoje osebne meje. Pomembno je, da skrbijo za svoje osebne meje in upoštevajo in spoštujejo osebne meje drugih ljudi. Naučimo jih prepoznati in spreminjati tudi zmotna prepričanja o tem, kakšni naj bi bili moški, na primer dominantni in močni, in ženske, na primer podrejene in šibke, ali kako naj bi se vedli v odnosih. Takšna zmotna prepričanja vplivajo tudi na razumevanje spolnega nasilja. Predstavimo jim razliko med spogledovanjem in spolnim nasiljem. Spogledovanje je želeno obojestransko izražanje naklonjenosti, pri čemer se osebi spoštujeta ter vzajemno upoštevata osebne meje in želje. Spolno nasilje pa je enostransko in za osebo, ki doživlja nasilje, neželeno, neprijetno in neprimerno. Pojasnimo jim, kaj pomeni jasna in nedvoumna privolitev v spolni odnos ali spolno aktivnost. Povejmo jim, da nasilje nikoli ni pravi način za ravnanje v partnerskih ali drugih medosebnih odnosih. Jasno predstavimo, da tisti, ki doživlja nasilje, ni nikoli odgovoren za nasilje. Za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga povzroča. Če oseba doživlja spolno nasilje, ne pomeni, da je z njo nekaj narobe. Pogovorimo se o tem, kako bi se lahko odzvali, če bi doživeli izkušnje spolnega nasilja, bodisi strani koga od vrstnikov ali vrstnic ali strani odraslih. Predstavimo jim možnosti. Če je možno in uspeš, zavrni takšno ravnanje. Povej, da te to, na primer verbalno nasilje, moti. Povej, da ne želiš neke spolne aktivnosti in podobno. Če lahko, pojdi stran od osebe, ki povzroča spolno nasilje. Če je možno, ne bodi več sam oziroma ne hodi več sama s to osebo. Povej o tem, kar se ti je zgodilo nekomu od odraslih doma in oziroma ali v šoli. Pogovorimo se, komu vse bi lahko povedali oziroma koga vse posamezne osebe ali organizacije bi lahko prosili za pomoč, če bi doživeli spolno nasilje. Poišči zdravniško pomoč, če jo potrebuješ. Pri tem ti lahko pomaga kdo od odraslih, ki jim zaupaš. Včasih je potrebno podati prijavo spolnega nasilja. Če je mogoče, izvedi ta korak skupaj z nekom od odraslih, ki jim zaupaš. Povejmo jim, da niso krivi, če se jim zgodi spolno nasilje, ne glede na to, kako so se odzvali in tudi, če se niso mogli odzvati. Včasih se žrtve precej obremenjujejo s svojim odzivom in se krivijo za nasilje, ki so ga doživele. Krepimo zaupanje v odnosu z njimi, da se bodo lahko obrnili na nas, če bodo potrebovali podporo in pomoč. Bodimo dober model in tudi sami spoštujmo meje drugih in zahtevajmo, da drugi ljudje spoštujejo naše meje.